Do poznega popoldneva ste bojda morali dostaviti podpise svoje podpore za kandidaturo Janeza Janše. Ste vi oddali vse vaše podpise? Ja, demokrati smo enotni in smo vložili vse podpise, tako drži. Janša je ob tem zavrnil možnost, da bi se predlagalo tehničnega mandatarja. Tudi vi izključujete to možnost? Mislim, se jaz to informacijo zvedel danes. Kot veste, so organi demokratov odločali prejšnji teden, v četrtek. Prejšnji teden je pač čas za to vrstne odločitve vsake politične stranke. In ne vem, jaz to današnje javljanje Gibanja Svobode vidim kot nek zadnji poskus. Če je bil sestanek prejšnji teden pri predsednici republike, očitno ni rodil nekih sadov, ker v nasprotnem primeru bi, verjamem, predsednica republike svoje povedala. Torej ste zdaj od preteklega tedna na neki nepovratni poti, če vas prav razumem. Zdaj ne razumem, kaj pomeni povratna pot. Ko organi stranke odločijo, se telesa, torej predsednik ali pa poslanska skupina in tako naprej, potem držijo te odločitve. No, preden nadaljujemo pogovor, poglejmo eno izmed vaših izjav v oddaji Odmevi. Še vedno vztrajate pri tem, da bi morala biti raznobarvna koalicija tisto, v katero bi šli demokrati? Ne še vedno vztrajamo. To je naš podstat. To je naš, recimo, pika, dokončna pika, kar se tiče prihodne koalicije, ker v nasprotnem primeru se bomo vrteli v krogu in bomo gledali še, ne vem, četrto ponavljanje enega in istega scenarija, ki se na eni strani konča s kolesarjenjem, na drugi strani pa z razgradnjo gospodarske situacije v Sloveniji. Če morda kar odgovorite sami sebi, kje je ta podstat? Ja, volivke in volivci so odgovorili približno na ta podstat. Saj veste, ko smo začeli predvolilno kampanjo, je bilo razmerje med dvema najmočnejšima strankama 20-20, ko smo končali, je bilo 30-30. Ljudje so izbrali pač pot, ki so jo gledali do sedaj. Aritmetika v državnem zboru pa je pripeljala do tega, da čeprav smo demokrati med predvolitvami govorili, da obstaja izbira, je na koncu ostalo relativno malo izbire, torej 3 možnosti, ali nadaljevanje leve vlade pod vodstvom Roberta Goloba, ali nova desnosredinska vlada, ki je v bistvu manjšinska, pa omogoča eno težo demokratom, ali pa predčasne volitve. In organi stranke so se odločili za to drugo varianto, predvsem z uvidom v to, da je treba v naslednjem mandatu, predvsem na področjih, ki bo demokrati pokrivali, vse napore iz našega programa vključiti za to, da bo Slovenija boljše se razvijala. Vi menite, da niste zavajali volivcev, o prevari govori denimo Robert Golob in pretekla koalicija? Ja, se gospod Golob je že večkrat govoril o prevari, potem nas je pa vabil v koalicijo, tako da v politiki, se veste, enkrat so besede tako, drugič so drugače. Glejte, to je kruta realnost politike. Jaz sem prepričan, da bomo demokrati zaradi tega verjetno plačali tudi neko ceno, ampak smo pripravljeni to prevzeti ravno zato, ker sem povedal, da so samo te 3 opcije možne. Če bi bila možnost v tej sestavi parlamenta, da smo demokrati v opoziciji, jaz sem prepričan, da bi demokrati to možnost izbrali, ampak enostavno te možnosti ni, razen če bi se povezale 2 največji stranki. Rekli ste besede enkrat tako, drugič drugače. Rekli ste tudi, da po volitvah ne boste skočili v objem Janeza Janše. To so bile vaše besede, zdaj pa se pravzaprav pogovarjamo samo o tem, kako močno ste se odrinili. Ne, sej jaz nisem nikomur skočil objem. Če bi vi spremljali pogajanja, tako kot smo jih mi, bi ugotovili, da so... Težko bi jih spremljali. Ko ste se pogajali z Robertom Golobom, ste po vsakem pogovoru na Instagramu objavili posnetek in komentirali pogajanja. Zdaj na drugi strani so bila ta pogajanja povsem zaprta. Ja, in zato prvi krog se je vedno pogajal pred kamerami, tudi vi ste čakali pred vsakim krogom spodaj pred Kristalno palačo. Tu, na tej strani je bil pa takoj sprejet načelni dogovor, da dokler ni izpogajano vse, ni izpogajano nič, in so pogajanja dejansko potekala brez, da bi delne verzije prihajale v javnost, in je bil tudi en tak dogovor, da se v ta pogajalski proces, ravno zato, ker je v bistvu vse odprto,
gre z previdnostjo, predvsem v duhu tega, da se sestavi dober dokument. In jaz lahko rečem, da ravno posledica tovrstnega načina pogajanja je pripeljala do tega, da imamo zdaj skoraj 40 strani dolgo koalicijsko pogodbo, ki v veliki meri povzema ključne poudarke programa demokratov, je razvojno naravnana in predvsem v smeri tega, da bo Slovenija lahko zadihala. Skratka, da bo stavila na gospodarski napredek, na delo, na sodelovanje in na to, da bomo dosegli tisto, torej da bomo znižali obdavčitev, da bomo zmanjšali birokratska bremena, da ne bomo vodili nesmiselnih bitk, recimo zdravniki, in da bomo z neko zdravstveno reformo, pa tudi reformo antikorupcijske zakonodaje ljudem vrnili nazaj upanje v pravno državo. Ampak vse, kar ima politik, je njegova beseda. Se vam zdi, da niste omajali vaše kredibilnosti, vaše besede, vam lahko vaši bodoči partnerji zaupajo, ko jim nekaj rečete, konec koncev tudi volivci, vidimo javnomnenjske ankete, že kažejo padec podpore. Ja, ampak so tudi vmes kazale padec, zagotovo bo še dodaten padec. Se zavedam tega, da verjetno takšna odločitev ponese s seboj tudi kar nekaj dodatnega nezaupanja, ampak pred nami so 4 leta, kjer bomo z delom na posameznih ministrstvih, torej na resorjih, ki bomo mi pokrivali, ki bomo demokrati pokrivali, dokazali, da je to tisto, kar smo prej govorili, to, kar dejansko znamo tudi dostaviti. In nenazadnje, če pogledate našo poslansko skupino, 3 so malce bolj desno-sredinski usmerjeni, 3 so malce bolj levo-sredinski usmerjeni, Slovenija v malem. Se veliko pogovorimo, ampak potem, ko sprejmemo odločitev, smo pa enotni in gremo enotni to pot. In mislim, da je to ta znak ali pa to volilo, ki jo prinašamo v naslednjo koalicijo. Vi boste vodili Ministrstvo za gospodarstvo. Je bila to vaša želja ali je bilo to nekaj, kar vam je bilo ponujeno? Zdaj, mi smo naredili najprej en vsebinsko močen dokument koalicijsko pogodbo. Vse te potem razdelitve in tako naprej bo stvar naslednje faze. Ampak prej ste govorili o nekih, recimo temu, nesmiselnih frontah. Vi se še na položaj niste usedli, pa je že odprta fronta sindikati. Zbrali so 47.000 podpisov za razpis referenduma na zakon, ki ste ga vi predlagali. Ja, gledajte, Slovenija ima previsoke davke. Z interventnim razvojnim zakonom znižujemo davke. Kje je smisel, da vlada še preden se usede, sprejme neko zakonodajo, ki razburi... Vlada ni sprejela. Bodoči koalicijski partnerji. Jaz mislim, to je sredinski trojček, ki je predlagal ta zakon. Je bil tudi nekakšen pogoj za začetek pogajanj, torej za en dokaz razvojnega potenciala prihodnje koalicije. Govorite o sredinskem trojčku, leve stranke in sindikati so ostro proti. Ta zakon prinaša tisto, kar je predpretekla vlada v bistvu naredila narobe. Zvišala je davke, dodatno zaustavila gospodarstvo za spreminjanjem normativne podlage. In poglejte, če bo stvar referendumske kampanje to, ali naj upokojenci plačujejo dolgotrajno oskrbo, ki jo ne morejo dobiti, ali ne, jaz mislim, da bo težko prepričati povprečnega upokojenca, da je zanj bolje, da več plačuje, manj dobi in da ima nižjo pokojnino. Enako je za najemnino za... Kje je smisel, da se sprejme zakon? Boste odgovorili. Zanima me, kje je smisel... Vas bom pustil. Zanima me, kje je smisel to, da se sprejme nek zakon, lahko bi ga tudi kasneje... Ne bi bilo nič narobe s tem. Ampak vi ste sprejeli zakon, še preden se je minister za finance usedel na svoj položaj, pregledal svoje finance. Vi kot gospodarski minister ste s tem razburili sindikate in odprli očitno res močno fronto, če so v nekaj dneh zbrali toliko podpisov. Torej, kaj je tu strateškega? Imate vi rajši višje ali nižje davke? Postavil sem vprašanje. Ne, kot posameznik, kot državljan Republike Slovenije. Sprašujem vas o strateškem upravljanju države. Ampak vi imate rajte više ali nižje davke? Sprašujem vas o strateškem upravljanju države. Ne vem, zakaj ne morete odgovoriti. Lejte, Slovenija je po davčnem bremenu ena najbolj obremenjenih držav OECD-ja. In če hočemo razvojno politiko pripeljati v Slovenijo, moramo ljudem pustiti več v njihovem žepu. In zdaj en zanimiv primer, ko v bistvu dejansko politika to naredi, zniža davke
ljudem pusti več v žepu in potem se zažene mašinerija, ki pravi, ne, to pa ni dobro, da so nižji davki. Veste, to je ta neverjetnost slovenskega družbenega sistema, ki jo je treba v naslednjem mandatu, po naslednjih parih mandatih spremeniti do te mere, da bo politična konkurenca tekmovala na to, da bo ljudem več ostalo v žepu, da bo lahko zapravljali denar, ki ga pošteno zaslužijo, ne pa vsakemu od teh ukrepov prilepljati demagoško osnovo. To je čisto, ta zakon je čista posledica zgrešene davčne politike prejšnje vlade, ki je obremenila gospodarstvo, ki je spreminjala davčno zakonodajo na področju gospodarstva praktično vsako leto, ki je upokojence obremenila z davkom na dolgotrajno oskrbo, brez da bi jim zagotovila dolgotrajno oskrbo, ki je spet zvišala davek za najem stanovanj in to vse uvaja z namenom, da ljudje lažje zadihajo in da jim več ostane v žepu. In to je edini namen tega razvojnega zakona. Zdaj se pač to preveša v nek spopad, ne vem, pretekle politike z nastajajočo koalicijo, ampak tudi, če recimo sindikati uspejo, je to v bistvu pirova zmaga, zaradi tega, ker to na koncu koncev bo treba vpeljati, treba bo znižati davke, treba bo dohodninsko razbremeniti ljudi, treba bo ljudem več pustiti denarja, da bodo lažje sami odločali, treba bo na koncu koncev znižati DDV na hrano, zato da bojo tisti, ki imajo, ne vem, pač omejen mesečni dohodek, lahko lažje si kupili hrano. To je razvojni zakon. V bistvu s tem greste samo nasproti temu, kar ste govorili pred volitvami. Torej, vi bi morali, kar ste govorili, biti nek most med levo in desno. Govorili ste, da ste srednja pot, zdaj se pa v bistvu s tem zakonom pravzaprav že poralizirali neke segmente, razburili sindikate in si pravzaprav še preden bi začeli delo, precej otežili svoje. No, pa v katerem delu? Kako to mislite, v katerem delu? Pri katerem delu zakona gremo v to smer? Sindikati pravijo, da ta zakon ni dober za ljudi, da prinaša koristi samo bogatim. Ja, ampak prej mi niste odgovorili na vprašanje, ki sem vas vprašal, a bi raje plačevali nižje davke oziroma DDV na hrano? Ne gre za to. A bi raje plačevali nižje davke za gorivo? Ne gre za to. Raje plačevali nižje davke za najem stanovanja? Lahko bi isti zakon sprejeli po imenovanju nove vlade. Zakaj? Še preden ste začeli svoj mandat, ste razburili sindikate, vsi so na okopih, šli bodo na ustavno sodišče, še preden se boste usedli na svoj položaj, boste predvidoma že imeli proteste iz sindikalnih vrst. Ja, ampak še enkrat, jaz pričakujem, ali pa posebej tistim, ki je ta zakon namenjen, da bodo spoznali kvalitete in da se bodo tudi oglasili. Recimo na koncu koncev gospodarstvo ta zakon razbremenjuje, omogoča samostojnim podjetnikom, da spet zadihajo, torej verjamem, da se bo tudi Obrtna zbornica oglasila in bo postavila recimo drugo sliko sindikatom in bo tu nek, ne bom rekel spopad, ampak nek dialog med sindikati in Obrtno zbornico ali pa delodajalci, kjer bodo lahko ljudje potem videli dejansko, kaj ta zakon prinaša. In naprej, upokojenci, 600 000 upokojencev je s tem zakonom razbremenjeno plačevanja dolgotrajne oskrbe. Ja, pa kaj je v tem slabega? Kaj je v tem slabega? Tako ali je tako, samo peščica upokojencev dobiva dolgotrajno oskrbo. In je pošteno in pravilno, da če sistem ne omogoča njim te storitve, da je tudi ne plačujejo. In se pravim, zato se tudi imenuje razvojni zakon, ker prinaša kisik v vsakdanje življenje ljudi, pušča jim več denarja v denarnici, zato da v tej zbirokratizirani in pretirano obdavčeni državi končno enkrat začnemo oblikovati neko razvojno politiko, ki bo Slovenijo peljala naprej. Treba se pa zavedati, brez uspešnega gospodarstva ni socialne Slovenije, ni razvite Slovenije in najboljša socialna država je takrat, ko gospodarstvo dobro funkcionira. Zato je pa treba spustiti davke na plače, zato je treba omogočiti čim manj zbirokratiziran sistem in tisti, ki več dela, sistem na ta način lahko tudi več privošči.